Danes sem pripravila zgodovinski sprehod skozi uprizarjanje Cyranoja na slovenskih poklicnih odrih. Nekaj malega bom omenila oziroma predvsem pokazala tudi iz akademije, tedajše Akademije za igralsko umetnost. Ja. Ampak začela bi pa vendarle pri nastanku igre. Namreč po avtorjevem pričevanju je Cyrano de Bergerac se je igra gradila postopoma. In naslovni lik izvira iz resničnega nosilca tega imena, pisatelja, ki je živel v 17. stoletju. Standor Cyrano je olepšan, bolj pesnik kot filozof. In ob sprejemu v francosko akademijo je Rostand razložil, da mora junak imeti nekaj drznega, pretiranega, častnega, da naj njegov vodi pogum. Vendar je Rostand poskrbel tudi za njegovo čustveno plat in na nek način omogoči to čustveno plat ravno zamisel neverjetnega nosu. Sicer pa se je avtor v tem obdobju, gre namreč za konec 19. stoletja, odzval predvsem na v bistvu tedaj prisotni naturalizem, na neko obmorečnost in želel se je ponovno vrniti k temu, kar je nekako značilno za francosko kulturo. K temu obdobju velikih del, recimo Corneillevega Cida in tako naprej. No in ko je bila igra Cyrano de Bergerac prvič odigrana pred občinstvom, je bila deležna tako neverjetnega navdušenja, da je od vzklikov dvorana pariškega Théâtre de la Porte Saint-Martin tako rekoč eksplodirala. Česar pa Rostand ni predvidel, ker je bilo vzdušje na vajah tako slabo, da se je bal čiste polomije. In to je bila generalka 27. decembra 1897, ampak naslednji večer, ko je bila pa uradna premiera, je bil odziv publike ravno takšen in se je ta uspeh potrdil. Rostand je imel v času nastanka 29 let. In zdaj, če pogledamo samo kot zanimivost, namreč odigranih je bilo preko 400 predstav v 15 mesecih in po podatkih, ki jih imam, je bilo zaslužka 2.598.848 frankov, od katerih je avtor dobil 10%. No, prva slovenska uprizoritev se je sicer zgodila šele leta 1924, sicer ni tako pozno, ampak poudariti pa velja, da to pa ne pomeni odkritje Cyranoja na slovenskem. Janko Traven, ki je bil med drugim tudi prvi direktor Slovenskega gledališkega muzeja, je v pregledu avtorjeve prisotnosti znotraj slovenskega gledališkega delovanja leta 1954 navedel, da je Rostand po uspehu Cyranoja postal prava evropska senzacija in da je bil na odru nemškega gledališča v Ljubljani uprizorjen leta 1903. Tjakaj pa so zahajali tudi slovenski gledalci, vendar pa je bilo občinstvo na to uprizoritvijo razočarano. Predvsem pa so se slovenski gledališki ustvarjalci zavedli, da je to zelo velik zalogaj tudi v prevodnem smislu. In z Rostandom in njegovo dramatiko se je ukvarjal tudi Friderik Jovančič, ki jo poznamo tudi kot prevajalca Moliera. Tako da Traven sklepa, da je morda celo pomislil, da bi sam prevedel igro. Leta 1910 je namreč objavil v Ljubljanskem zvonu esej. In v tem je tudi popisal, kakšen uspeh je imela krstna uprizoritev igre. In tako pravi, morebiti v svetovni dramski literaturi ni dela, ki bi se moglo ponašati z uspehom, kakršnega je imel Rostandov Cyrano.
Pri prvi predstavi je občinstvo vriskalo od navdušenja in Emil Fogé pripoveduje, da se je mestoma ploskalo doslovno vsakemu verzu posebej. Ni ga bilo večjega gledališča, ki bi ne bilo imelo svoje sreče s Cyranoom, in ni ga bilo karakternega igralca v Franciji, ne v tujini, ki bi se ne bil potegoval za vlogo z velikim nosom. In naj povemo, da je pravzaprav igra nastala za enega konkretnega igralca, zvezdo tedajnega časa, Koklana starejšega. Tukaj imam sicer navedene uprizoritve v slovenskih gledališčih, katerim se bomo še vrnili, ampak poglejmo zdaj, kajti namreč obstaja kar nekaj gradiva te krstne uprizoritve, tudi dostopnega. In to je igralec Koklan starejši, prvi interpret Cyranoja. Kar pa je zanimivo, in sem tudi sama odkrila pri pripravljanju današnjega dogodka, je to, da obstaja celo kratek posnetek te interpretacije. Upam, da bo. Monsieur de Bertorat, lui, ça les manger. Qu'est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah, ça me donne! Attends, je souhaite faire. Peut-être avec grâce honteuse. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me casse et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Saradon, je voudrais bien servir du temps qu'à la face dans la soie. Vous auriez bien laissé pouvez-vous larder d'un don dans le sang, votre mal au cœur, votre bleu pardon, et comme ça, la pointe une mousse, décidément, c'est au bedon qu'à la face l'envoi. Je me mange une horrible pour romper, une rotation, c'est pour me fournir le mot feu, que par la pointe des guerriers de Verdon. Pour la ligne de la bouche, bien d'abord que l'argent, à la fin de l'envoi de gauche. Envoie, devant la queue d'argent. Je passe du pied, j'ai sa mousse, je coupe, je passe, et je l'attends. À la fin de l'envoi, je To je namreč prvi barvni zvočni film v zgodovini kinematografije. Po podatkih, ki jih imam, s Koklanom starejšim leta 1900 v vlogi Cyranoja, ki nastopi v prizoru dvoboja, posnetem za zvočno kinematografsko izkušnjo, ki je trajala le nekaj tednov v času svetovne razstave v Parizu. In ta film je bil dolgo poznan le v kakovostno precej slabši črnobarvni različici, vključeni v nek dokumentarec iz 40 let, potem pa se je našla ena od originalnih koloriranih kopij. Zvok je bil pa seveda posnet posebej. No, če se vrnemo k slovenskim tlem in k uprizoritvam Cyranoja, prva je bila, kot rečeno, leta 1924 in režiral jo je Boris Putjata, ki je, kot navaja Janko Traven, pravzaprav prepričal Otona Župančiča, da se je vendarle lotil prevoda. In ta prevod je v bistvu zelo velik dosežek na področju prevajanja dramske literature pri nas. Pa če navedem zapis Ivana Preglja, ko je prevod izšel, pravi: Čul sem, da so prevajali že pred Župančičem to precioznost francoskega jezika. Uverjen sem, da je bil temu delu dorasel en sam Slovenec, Župančič. S pričo naše izvirne književne pustote, s pričo
štandarsko bogatega, a malo zrelega prevodnega slovstva naših dni je takšen božični dar prava uteha. Župančič je v svojih prevodih najglasnejši potrjevalec slovenščine, slovenskega evropstva. Oprema knjige je vsebini pristojna, samo stavec je bil nekajkrat nemaren, zaključen. No, Pavel Karlin pa pravi: o blestečem Župančičevem prevodu bi bilo treba napisati daljšo študijo. Slovenitve jezikovno tako preširno kultivirane in s tolikerimi dovtipi, besednimi igrami in izraznimi potankostmi poživljene in povišene umetnine pri nas pač nihče drugi ni zmožen. Slovenski Sirano na mnogih mestih skoraj ni prevod, ampak poetovo genialno preludiranje na dana miselna temata, so ustvarjanje v oblikah in izrazih, so doživljanje v čustvih in duhovnih razgibih. Tudi v gledališkem listu, ki je izšel ob uprizoritvi v Mestnem gledališču Ljubljanskem leta 2001, je prispevek, ki navaja kakovost tega prevoda, in sicer gre za zapis Borisa Novaka, ki pravi, da je slovenski prevod Otona Župančiča kongenialen prevod, ki mojstrsko prenaša duhoviti, poetični in dramsko napeti izvirnik ter mu svojim jezikovnim razkošnjam daje domovinsko pravico v slovenščini. Mnoge besedne igre Rostonovega Siranoja so namreč veljale za neprevedljive. Župančič se je pri svojem prevodu odmaknil od verznega ritma Rostonovega originala ter vzpostavil slovensko konvencijo nadomeščanja francoskih aleksandrijcev z jamskimi enajsterci. In o kakovosti prevoda seveda pove tudi veliko podatek, da so ga skozi uprizarjanje, skozi ves čas tudi uporabljali. Torej, Potjata je bil znan po tem, da je stremel k veliki obliki gledališča, zelo rad se je loteval velikih del. Tako da ne čudi izbira Siranoja, vendar pa ta prva postavitev ni bila med najbolj uspešnimi. Tukaj imamo plakat za to prvo slovensko uprizoritev, na žalost pa vsaj kolikor sem raziskovala, ni ohranjenega drugega gradiva. Imamo pa nekaj malega kritiških zapisov. France Koblar pravi, da je to delo v prvi Potjatovi igri obtičalo in je moralo počakati Levarja, da jo je dvignil na stopnjo, ki ne nasprotuje veličini dela. Kajti namreč kmalu po tej krstni postavitvi, ko so predstavo še ponavljali, je že prevzel vlogo Ivan Levar, ki je pa kasneje, leta 1928, ko je igro režiral Osip Šest, pa bil že v tej vlogi tudi od samega začetka. Torej, leta 1928 je nastala ta druga uprizoritev, prav tako v ljubljanski drami. In Fran Albrecht, ki se je leta 1924 kar precej razjezil in je zapisal, da Sirano pri nas ni doživel tistega uspeha, kot bi si ga bil zaslužil, in da upa, da se nam v primerni prezasedbi v doglednem času pokaže v svoji pravi luči, je bil tokrat bolj zadovoljen, prav tako France Koblar, ki pravi, da gre za napredek slovenske umetnosti. Leta 1924 uprizoritev ni zadovoljila, pozneje se je sicer dvignila, vendar smo pogrešali v njih mnogo bistvenih lepot. Letošnji Sirano je napredoval, tako režijsko, kakor igralsko, da si za zdaj boljšega ne moremo želeti. In Fran Albrecht, da se v našem dramskem ansamblu vendarle vrši neki proces notranje rasti in organskega razvoja, ki se žal le preredko počituje, nam je izpričala nova uprizoritev Siranoja. To je bil eden najlepših večerov v pretekli sezoni. Iz te uprizoritve pa je ohranjena ena fotografija, in sicer vidimo Marijo Jablonsko v vlogi Roksane, medtem
kako je Levar ohranjen na tem portretu vloge, ki je bil narejen prav po tej uprizoritvi, ustvaril pa ga je Nikolaj Pirnat. No, in Ivan Levar je to vlogo tako vzljubil, da jo je izbral za obeležitev 25-letnice svojega delovanja. Namreč v preteklosti je bilo precej običajno, da so igralci obeleževali okrogle oziroma na pol desetletja obletnice in so si tudi marsikdaj izbrali katero od znamenitih vlog. Torej, Ivan Levar si je izbral Cyranoja in kot pravi Ludwig Mrzel, Cyrano je prav gotovo ena najbolj čudovitih in najbolj zaželenih med njimi, pa ne more biti dvoma, da je imel Levar srečno roko, ko si jo je izbral za svoj praznik. To je bilo pa leta 1937, prav tako v ljubljanski Drami. Tukaj imamo plakat in Mrzel še pravi. Po letih, odkar smo prvikrat videli Rostonovo komedijo na našem odru, je Levarjeva kreacija naslovne vloge zrasla še do globlje človečnosti. Cyrano, ta čudoviti človek, pesnik in vojak, je presenetljivo resnična podoba življenja, kakršno je tudi v današnjih časih skoraj zmerom odmerjeno umetniku in polnovrednemu človeku in torej tudi življenju, kakršnega je deležen Ivan Levar sam. To uprizoritev je režiral Ciril Debevec in ob tem jubileju, Levarjevem jubileju, je za gledališki list tudi zapisal. Leta 1925 sem te srečal že v Drami in sicer v Cyranu. Mlad absolvent Nemške igralske akademije sem pisal včasih tudi nekakšne kritike. Dovoli mi, da ti ob današnji priliki navedem iz rokopisa nekaj najznačilnejših stavkov, katere mi je gledališko uredništvo uglednega ljubljanskega dnevnika v takratnih časih še črtalo. Tam sem pisal med drugim, citiram. Nenadoma pa se je zabliskalo. Nastopil je nov igralski orjak, ki je na mah posekal vse rutinerje. Levar je gledališka osebnost. Ne samo, da je krepka in sočna, klasično brzdana natura, ki zajema iz sebe in ustvarja iz svoje lastne notranjosti, iz njega veje tudi zdrav in pristen domač duh, ki ga razumemo in čutimo. In to za slovensko narodno gledališče ni zadnjega pomena. Slovenski jezik je prišel po Levarju zopet do svoje veljave. Levar je zaslutil veličino in mogočno krasoto slovenskih verzov. On bo slovenski igralec, govornik. No, četrta uprizoritev pa se je zgodila v mariborskem gledališču. Iz te uprizoritve sicer nimamo ohranjenega gledališkega lista, niti plakata, ne. Vprašanje je tudi, če je takrat kaj šlo. So pa ohranjene fotografije, ki jih je muzej pridobil iz zapuščine Vladimirja Skrbinška. Vladimir Skrbinšek je nastopil tudi v naslovni vlogi in režiral skupaj s Košičem igro. No, Dušan Mevlja pa leta 1969 zapiše o Skrbinšku, tudi en tak svojvrstni spominski zapis. Imel je edinstveno potezo. Duhovit humor, začinjen s posmehljivo ironijo, ki se je tako izvrstno prilegala marsikateri njegovi vlogi in pa sposobnost bliskovite menjave iz humorja v resnost in tragiko, kar je ustvarjalo čudovite igralske kontraste. Zato je lahko tudi dograno odigral Rostanovega Cyranoja de Bergeraka. Še nekaj fotografij iz te uprizoritve hranimo. Tukaj lahko vidimo tudi, kakšna je bila scenografsko uprizoritev, pa potem prizori z Roksano in Kristjanom tudi na balkonu. Pa če gledamo,
kakšni so zapisi v tisku. Najprej ob najavi, verjetno je to zapis Radivoja Reharja, podpisan je samo z R-jem. Pa še eno mojstrovino imamo pred seboj, naše narodno gledališče. Z upravo, ki ima pogum tako ogromno delo postaviti na tako majhen oder in pri tako gmotnem zapostavljanju, ter z obema režiserjema, Skrbinšek in Košič, ki sta tako velikansko breme v inscenaciji, opremi in predstavi sama prevzela nase, to je kulturni dogodek v drami, kakršnega Maribor še ni doživel. Je napovedal, potem pa, najbrž spet on, kritiško zapisal. Bilo je torej prav, da si je naše gledališče izbralo prav to veliko francosko delo v blestečem Župančičevem prevodu za otvoritveno predstavo malo zapoznele sezone 1940-41. Čeprav je Cyrano za gledališče, kakršno je naše, močno tvegana zadeva. Predstavo, katere priprava terja poleg mnogoštevilnih igralcev in komparzov tudi močno režijsko silo ter primerno inscenacijo, sta pripravila kot režiserja družno Skrbinšek in Košič. Inscenacijo je pa prispeval gospod inženir arhitekture Max Hlad. Ni bila lahka naloga, pred katero sta bila postavljena režiserja, ki mimo tega še sama nastopata. Skrbinšek celo v naslovni vlogi. Vendar je treba priznati, da sta jo odlično rešila. No, v zapisu izpostavi tudi Branko Razberger, ki je igrala Roksano, pa še nekaj drugih igralcev, omeni tudi Venišnika, ki je pa v bistvu kot začetnik prevzel kar zahtevno vlogo Kristjana, kar se je tudi izkazalo za nekoliko pretežko breme. Ampak vendarle, splošni ton je zelo pozitiven. To je bila pred drugo svetovno vojno zadnja uprizoritev, pravzaprav tik pred vojno. Potem pa že po vojni, že tudi nekaj let, to je še iz te mariborske uprizoritve, še ena fotografija, pa se Cyrano vrne v ljubljansko dramo. Leta 1954 je ponovno uprizorjen. Iz te uprizoritve pa je, kot smo videli, kar nekaj gradiva. Režiral jo je Slavko Jan, v vlogi Cyranoja pa je nastopil Stane Sever. Bom še kar nekaj gradiva pokazala. Tukaj so recimo hranjene scenske skice za različna dejanja. Predvideno je v samem besedilu, zato je tudi tako zahtevno, da se prizorišča spreminjajo. In pa fotografije Ančka Leber, Gregorin, Kurent. No pa poglejmo, kaj so o uprizoritvi povedali kritiki. Vladimir Kralj pravi: Rostondova heroična komedija sicer res ni bil prerod francoske pesniške drame, vendar je bila mojstrovina zunanje teatralike in besednega artizma in po svoji moralno-vsebinski strani poveličanje francoskega viteškega temperamenta, čeprav v fakturi nekoliko banalne mušketirske zgodbe. Režiserja Slavka Jana je v delu zanimala očitno njegova močna teatralika, ki je v bistvu operna. S Cyranojem kot solistom, gastonskimi kadeti kot zborom in z bufo prizori, ki se sučejo okoli predolgega nosa junaškega mušketirja. Pri ustvaritvi svoje režijske zamisli, ki je mogla biti v prvi vrsti v kar največjem sijaju in barvitosti scenskega dogajanja, pa so ga ovirale razne objektivne težave. Oder naše drame je za tako operno predstavo premajhen, gneča ljudi in kulis na tesnem prostoru ni mogla zbuditi lepe scenske podobe, niti borno opravljeni gastonski baroni vtisa razkošno opremljene zgodovinske slikanice, resnično lepa in čustveno ubrana podoba je bila samo poslednja larmojantna scena pod platanami. Naslovnega junaka je igral najboljši karakterni igralec SNG, Stane Sever. In kot karakterni igralec je imel s to heroično vlogo razumljive preglavice. Vsa ta heroična komedija je komponirana na dveh osnovnih motivih,
na predolgem nosu, na štrlini svojega junaka, ki jo premaguje s heroičnim samozatajevanjem in viteško bravuro, in na preciozništvu dobe, ki ga predstavlja Roxana. Oba motiva sta si v medsebojni vzročnosti, čim večja je Roxanina precioznost, tem daljši je Cyranojev nos in tem večje je njegovo heroično samozatajevanje in z njim njegova moralna veličina. Stani Sever pa je skušal to tragedijo predolgega nosu tolmačiti neheroično, človeško karakterno. Svojega Cyranoja je igral z razmeroma zmernim nosom, kakršne srečujemo tudi v vsakdanjem življenju, brez tragičnih posledic, in vendar ga je ta nos nenehno moril in trl. S to svojo psihološko zamislijo pa je Sever svojega heroičnega junaka pomeščanil in njegov Cyrano je bil meščanski Cyrano v drži in govoru, zlasti v govoru, ki ni dosegel čistega zvena in heroičnega zanosa francoskega klasicističnega verza. No, najbrž Stani Sever kot igralec, ki je bil zelo realistični igralec, je zastavil vlogo mogoče nekoliko drugače, kot jo predvideva tekst. Doživel je pa tudi bolj pozitiven sprejem, kajti Fran Albrecht piše, da so bili liki igralsko dobri, izpostavi Severja, Kurenta in Pančko Lever, ampak da ta teatralika ni mogla sodobnemu gledalcu povedati ničesar novega. Ostala je samo velik teater, ne pa tudi živo gledališče. Pokazalo se je, da za uprizarjanje zgodovinskih tem na sodobnem odru ne zadostujejo stare šablonske oblike, temveč je treba iznajti nove, ki bodo spregovorile sodobnemu gledalcu. Zgleda, da se je takrat tudi že, seveda, družba se je spreminjala, in tudi gledalci so se odzivali bolj na novitete, kot vemo, se je takrat že zelo začela razvijati tudi ameriška dramatika, pa tudi razne druge dramatike, drama absurda, pa tako da je mogoče deloval Cyrano celo nekoliko zaprašeno. Ampak k Cyranoju pa so se vendarle tudi kasneje vrnili. Če pogledamo najprej samo nekaj materijala iz akademije, Cyrano je bil nedvomno zelo dober material za igralsko rast in tukaj so sicer še fotografije iz uprizoritve leta 1954. Ampak tle so pa že uprizoritve iz akademije, ki vizualno tudi nekoliko spominjajo ravno na to uprizoritev iz leta 1954. Vemo namreč, da so na akademiji učili tudi igralci, režiserji, ki so delovali, tako kot še danes seveda, v slovenskih gledališčih, in eden od profesorjev je bil tudi Slavko Jan, poleg njega Vida Juvan. No in tukaj imamo nekaj fotografij z igralci, ki so pozneje zasloveli, nekateri tudi nosilci Borštnikovega prstana, Mira Sardoč, Boris Kralj. Tukaj sta Boris Kralj in pa Miha Baloh igrala v alternaciji leta 1951. Potem tukaj so se lotili zgolj monologov, pa je Kurent, ki je pozneje nastopil let 2 leti pozneje v Cyranove ljubljanske drame. Pa Zlatko Šugman in Alja Tkačev leta 1954, pa nekoliko kasneje, leta 1963, Dare Valič, pa tukaj je Roxana Teja Glažar. No, medtem ko je pa na poklicnih odrih Cyrano spet zaživel leta 1975 in sicer v uprizoritvi Mladinskega gledališča. Tedaj ga je vodil Dominik Smole in gledališče si je pravzaprav zadalo kot izziv uprizarjanje klasik. Cyranoja so skušali interpretirati tudi z vidika sodobnosti
In Smolej je v Gledališkem listu poudaril, da je tudi galski duh deluje poživljajoče. Nekako so skušali približati Cyranoja sodobnemu času. Režiral je Miran Herzog, ki je po zapisu Snežne Šlamberger dosegel nenavadno izčiščenje v zgodbi o dolgonosem zasabljanju vnetem Cyranoju plemenitega duha. Roksani, ki duha ceni, a ga prepozno prepozna, in Kristjanu, ki je lep in nič več. Kot da bi bil z nevidnim žerjavom to zgodbo privzdignil nad hrupni vrvež veskonskih kadetov, nad spletkarsko, poniglavo vrvenje pariške družbe tistega davnega časa. Zdaj, ohranjenih ni zelo veliko fotografij, pridobila sem jih v Slovenskem mladijskem gledališču, ampak nekaj pa vendarle. In lahko vidimo, tukaj je bil Vladimir Jurc v vlogi Cyranoja, ampak mogoče na teh še bolj razvidno, kako je tudi vizualno šlo za precej drugačno uprizoritev, o kateri Aleš Berger zapiše. Režiser Miran Herzog je namreč v občutnem krajšanju besedila in tako rekoč radikalni redukciji nastopajočih oseb želel najti usporednice med Cyranojem in njegovo druščino ter sodobnim občutjem sveta, kakršnega je zaslediti menda predvsem pri tako imenovani Blue Jeans generaciji. In res, v prvih prizorih se nam je Cyrano pokazal v novi luči. Izzivanje, postavljaštvo, bahaštvo, tudi nasilnost tega v predstavi zelo mladega in prav nič maskiranega fanta so se zdele le krinke, ki z njimi prikriva svoje krhko, ranljivo bistvo, plahost in nemoč, da bi se znašel v svetu. Njegova druščina, tako plemiška kot sudaška, pa kot nereflektirana veseljačenju odprta klapa, katere vodja je hrupni, umni, spretni Cyrano. Tudi kot vidimo, recimo, kostumi so sodobni. Ni veliko res fotografij. Potem naslednja uprizoritev pa se zgodi v Novi Gorici oziroma tedaj še Solkanu, ko gledališče ni imelo še sedanjih prostorov, sedanje stavbe, ampak le manjši oder. To prizoritev režira Dušan Mlakar, prej sem šla mogoče malo hitro, ampak Mlakar se je že na akademiji lotil Cyranoja, tukaj v novogoriškem gledališču, pa ga je postavil z Binetom Matohom, tudi poznejšim nosilcem Borštnikovega prstana v nosilni vlogi. Če pogledamo nekaj fotografij, Barbara Lapajne je igrala Roksano, Jože Hrovat Kristjana. In pa z te uprizoritve obstaja pa tudi posnetek, ne sicer najboljše kakovosti, ampak vendarle se mi je zelo, da bi pokazala, ker je videti res zelo dobro, kako je Bine Matoh zastavil vlogo. Nos, jako velik. Jako. Jako malo. No je Bog, kaj se mi tu se reči dal. Postavi, to na to svarira. Svarljivo. Jaz, gospode, takšen nos imam, tako si tam jasno. Se pripriču te ovira, samo čeber je zanj pripravljen mera. Opisno, to je rob, je kleč, je to polodobni cel. Zvedavo, prosite, kakšnega cel, morda imate kino, ne zaprt. Vsiljivo, timsko stale rok, nekaj, tukaj ne bo supljaje, redski, so se baš, da so se mele saje. Svareče, no, na glavo si prdite, da od prevese devam ne omahne. So
so v modi take kljuke. Na, to bi šalo za kljuke. Za masno, da je divja, najhujša burja, v zavetju tem ni čutiti neurja. Dramatsko, brezna sveha, občuduje, začrčmo, kakva veka, drjesko, ste trito neškoljko piska. Naivno, pisava ta načurena ulica. Spoštljivo, tega nima vsak balon, da bi si videl vsako strano. Pokmetsko, dol pa nov, da res ni slava. Aljaška kumara, ne, to je roba! Aljaško, meni na kavalarijo! Tako so, da se vidijo. Srce bi bil lahko biti za soli, da več imaš obike in soli. Da solijo meni klavernik, komaj za lek. Da nekaj si prisvojil pa črte tri, ki so pik. Če bi bil zares šegal, bi tukaj v odličnem krogu s burkami, pesmimi in postrežnih znal. Pri prve že besede, prvem slovu je spodil tipi kozi oknov. Sami sebe se lahko naučuje, na drugemu tek šal in možuje. Daj, pusti ga. Tala me boj Simov, pobudite, sada je plemenit, brez rokavic, trakovi, brez nasivo. Razkranim v notranjosti svoj način. Kot izdalini nisem naprekujem, če bolj preprosten, bolj sem negovan. Prst in pa susi s pesnikom ne stiskam, a duh mi je vzravnan, vas napet, iščini vas večen, kakor strati. Namesto odprto, gospod Sučem Kogovič, če ne zanesom med vas korati, z resnico želite tam, kakor so stroga. Gospod! Skokoši čas. Eno sem imel, da brez para. Kaj z njo, ko vsega ni postala? Dobil jo neki je falot. Pokrati. Doktor! Zapri! Vrnat si prebeljak! Aha! In jaz sem Sinanov Debrežan. Mač! Kaj vam je? Pogreču mi komandri. Prav! Ja, iz posnetka je tudi razvidno, kako so si prizadevali tudi scensko nekako rešiti v majhnem prostoru, dvonadstropna scenografija, pa v bistvu zelo so tudi nekako sledili dobi, družba 17. stoletja, tudi kostumsko, Alenka Bartelj je delala kostumografijo. Jernej Novak recimo v kritiki zapiše, da Mlakar predstave ni obremenjeval z nasilnim prizadevanjem po reinterpretaciji gledališke klasike. Izjemne drže Rostonovega junaka ni utemeljeval v kakšni aktualni filozofiji, ki opredeljuje vlogo problematičnega posameznika v sodobnem svetu. O pomoči dramaturga Gorana Šmita je besedilo smiselno skrajšal, igralcem je začrtal točno odmerjene naloge in tako oblikoval pregledno uprizoritev, ki se stopnjuje v intenzivne in sugestivne komorne prizore. Medtem ko je Andrej Inkrat zapisal: širokim organizacijskim zamahom in duhovito artistično domiselnostjo ter tako v živo razveljavljajo znano literarno-zgodovinsko frazo, da je Cyrano de Bergerac med največjimi anahronizmi v razvoju evropske dramatike. In nadalje. Avtentičen teater, v katerem je vse z neizogibnimi anahronizmi in starimi odrskimi konvencijami vred v službi čiste igre, skrajno vitalnega in rafiniranega, predvsem pa seveda od začetka do konca kratkočasnega spektakla. No in seveda med igralci izpostavi Bineta Matoha, skoraj popolnoma tako igra, kakor si predstavljamo, da je treba igrati tega dolgonosega mušketirja. Napadalno in hkrati galantno, sarkazmom in z melanholično sentimentalnostjo, z bojevitim heroizmom, otožno ljubezensko nežnostjo in seveda bolečino spričo svoje neznosne nosatosti, predvsem pa virtuozno v kompliciranih retoričnih in fizičnih nalogah, ki jih
pred Ciranojevskega igralca postavlja besedilo in ki jih resnično ni malo. Mogoče samo še en poudarek, da tako velika uprizoritev je bila zalogaj za gledališče Novogoriško tudi v smislu igralskega ansambla, tako da so v bistvu povabili kar nekaj gostujočih igralcev, 6 je bilo in prišli so iz Ljubljane in Trsta. Pa če se premaknemo že k naslednji uprizoritvi, ki se že bliža našemu času. Leta 2001 je Siranor nastal v Mestnem gledališču v Ljubljanskem. Gašper Tič je nastopil v naslovni vlogi in režiral je uprizoritev Dušan Jovanović. Mogoče za začetek nekaj o tem, kako je bila uprizoritev zastavljena. Najprej to, tukaj pa se že kaže nekako razlika med prejšnjimi postavitvami, oziroma tale v Mladincu je bila vseeno nekako posebna, ampak pri uprizoritvi v Jovanovićevi režiji pa je bilo jasno, da je Cyrano povsem normalen človek, in da nima nič več telesnih napak kot vsakdo od nas, ampak da v bistvu že to samo govorenje o odnosu, da to napako nekako poudarja. Tako da je v bistvu pravzaprav Jovanović zastavil zadevo tako, da je bila tale telesna napaka premeščena pravzaprav na neko psihološko raven. Predvsem pa v bistvu je zastavil uprizoritev bolj v pogovornem duhu in v uprizoritev, ki jo je imel za igro v mladosti, vključil. Polovica zasedbe so bili njegovi študentje, takratni tedanji študentje, no in med temi tudi Jurij Zrnec, ki je prevzel vlogo Kristjana, pa poglejmo posnetek, ki mi ga je prijazno poslal Tone Stojko. Torej, sam ne vidim tja prok mene najtemnejša noc se strle. Vsa ulica nas pred oči izgine. Obračam, sredi tega se vraku, vrak videti ni. Da ste ga poslušali. In kdo je ta? Nas je še nova. Oddavi. Kaj? Pravilo, da ne bi rad. Kaj sem že vstal? Vratil je kost, prav kost mrak, pa pomisli. Radi pare, ti uboge veljata, spravim kakšnega na noge, pa pridem morda še Odnosa. v zapor. Sploh, kaj te briga vsak pretep, da vtikaš svoj prst? Svoj prst posod v recept. Ta mogočnjak, če vidi moj upor, lahko mi da po prstu. Kar me prešine, hej, kar skorb vse skos, ostali proti vsakemu se krstu. Tedaj začutim... Krc ponosi. Amen! In evo, prav pred mano... Nosu bos. Se zanosi. Za meč, Za nosom? za vihtim in dva se vznak prepustne na tretji za priči.
se je zbudil, ne? Zdaj možem hoče biti sam. Ste čuli? Zdaj ga bom sočil, prase. Njega bo rekel, kak, njega si! Objemi me. Gospod, Bravo. Junak, imam te rad. pak, Objemi me, jaz sem njen brat. Njen. Roksanin brat. niste njen brat. No, bratranec. Ni znao, Prav vse. ljubi, Že mogoče. No. Kaj baš vas je obšel to čustvo vroče? Lep pa je kasnak. da veste, v kakšni časti vas imamo. Vsi nosovi prej. Prekličem in vse skupaj. Roksana čaka pisma. Kaj? Če pišem spet bom se doma, Zakaj? ker sem zabit, da me sem. Nisi, ne, ker se zavedaš tega. In mene prej podajal si kaj spretno. Ja, v boju duh se giblji gre. Ženska? Pri ženskah mi pa kaj pogum upade. Od dalečnih oči ga ljubim rabe, Blizu srca ne povem, da tudi. za manj vsi trudi in ljubili. Da meni dano je drugačno lice. Je znal govoriti misli. Da, ljubim lice. Daleč srca uživati spogledi. Recimo se. Prvi že besedi začne. Vedno je za svojo dušo tako za nas. Da ni mi dana govorica živa. Jezika nimam. Jaz ti dam besed. In ti mi daj zunanji svoj sjaj. Kar je zanimivo pri tej uprizoritvi, je to, kako je Jovanovič zastavil pravzaprav prikaz celote, predvsem mogoče tudi z neko časovno distanco današnjo, namreč iz dejanja v dejanje si sledi rušenje gledališke iluzije. To Jovanovič dosega z oživljanjem besedilnih režijskih napotkov, kot tudi z občasnimi, tako imenovanimi zamrznitvami odrsko živečih oseb. Didaskalije so tako uporabljene zgolj kot označevalno, verbalno podajanje prizorišč, pri čemer lahko govorimo o zavzetju neke vrste ironičnega stališča, saj jim telesno podobo večinoma nudita predstavnici samostanskega reda, ki s komentatorskim posegom v dogajanje pridobivata še funkcijo napeljevalk neke možne ali predpostavljene čustvene komponente. Njuna aktivna doživljajska udeležba se namreč razteza od hihitajočega se, skoraj porednega muzanja, pa vse do čutnega pretakanja besed. Imamo tudi Stojkove fotografije. Tukaj sta Ana Ruter in Dunja Zupanec, nekdanje študentki, in oni dve pravzaprav v bistvu podajata didaskalije, pa tudi v bistvu se v določenih trenutkih čustveno odzivata. Z današnjega vidika je to zanimivo, ker v bistvu so to nekateri postopki, ki jih recimo že dramatika uporablja, denimo Simona Semenič že predvideva tudi v bistvu prizoritev didaskalij. To je bilo podajanje leta 2001, ko v bistvu gledališče, mislim, uprizoritve niso mogoče še toliko dejansko didaskalije uporabljale v sami postavitvi. Tako da gre pravzaprav na nek način za Brechtovo rušenje iluzije, ki pa tudi omogoča prostor za domišljijo. In tudi v bistvu scenografija, kot smo videli, nekaj malega vidimo tudi po fotografijah. Seveda
scenografija je precej drugačna od preteklih. Primož Jesenko zapiše v svoji kritiki: v svoji revnosti popolna scenografija Mete Hočevar se izogiba preobloženosti scenografske iluzije, ne čuti strasti do natančne rekonstrukcije in uvaja minimalistične rešitve. Sodobna gledalska percepcija od ustvarjalcev pač ne zahteva več ponazarjanja slehernih podrobnosti in čim bolj avtentičnih prizorišč. Zakaj komurkoli metati pesek v oči? Takšna interpretativna usmeritev vnese v dobro zgoščeno klasiko modern duh brez potrebe po monumentalnih premikih dogajalnih časov in prostorov. Jovanović rešuje to elegantno, s potujevalnim dvoglasjem nun, ki najnasto posredujeta dramske didaskalije in najbolj patetične parte besedila. Tako, tukaj vidimo recimo še Milana Štefeta, pa Tanja Ribič kot Roksano. In če zdaj preidemo še k zadnji uprizoritvi, ki pa se še bolj odmakne, pravzaprav tukaj gre pa dejansko že za variacijo Rostondovega besedila. To je lutkovna uprizoritev, ki pa ni zgolj lutkovna, nastala je leta 2013 v Lutkovnem gledališču Maribor in v sodelovanju s Čehi. Režiser je pred premiero povedal, da gre za multižanrsko variacijo francoske in svetovne klasike v divjem ritmu in sunkovitem tempu, ki govori o tem, kaj vse se lahko skriva za besedo. In zelo se je osredotočil tudi na komunikacijo, seveda prek družbenih omrežij in v bistvu tudi zato so tile sodobni junaki prikazani na način, da v bistvu svoje težave sporočajo prek Facebooka, SMS-ov in v bistvu potem je še nek prizor s poštarjem, ko postane jasno, da pravzaprav pisem se ne več poslužujemo v takšni obliki, kot so se ljudje nekoč. In v bistvu tudi forma nekako sledi televizijskim oddajam, šovom in tako. Zato je tudi v bistvu jezikovna raven uprizoritve bila pomembna. Se pravi, na eni strani je uporabljen vers za tiste dele, ki so bili vezani direktno na besedilo Cyranoja. Potem pa v bistvu je bil tukaj jezik televizijske oddaje, pa v bistvu tudi jezik za oderja, dosti bolj zaseben jezik. Peter Rak je v kritiki zapisal: uprizoriti Cyranoja do Bergeraka v integralni verziji bi se zdaj povsem javil poskus animiranja nove generacije za klasična literarna dela, je pa vprašanje, ali je uprizoritev režiserja Vašička, ki je tudi soavtor dramske predloge, dovolj premišljen in uravnotežen projekt, da se sploh lahko ponaša s takšnim naslovom. Televizijska mizanscena, sestavljena iz elementov kontaktne oddaje, resničnostnega in talk šova ter iskanja X-faktorjev in talentov, garnirana z vsemi aktualnimi preteklinami medmrežnih družabnih omrežij, je seveda parodija na tovrstno danes prevladujočo televizijsko produkcijo, vendar ni povsem gotovo, da jo mlado občinstvo zares dojema kot parodijo. In kje je tukaj Cyrano, se vpraša drugi del predstave, v katerem so v ospredju lutke, je res bolj ali manj posvečen naslovnemu junaku, vendar se ta nekako izgubi v nepreglednem vrtincu besed, gest, akrobatike in predvsem različnih rekvizitov, scenskih dodatkov in nenavadnih naprav. Na predstavo so se nekateri tudi bolj pozitivno odzvali, vendarle je nastala z mislijo na to, da bi nagovorila mlajšo
publiko, oziroma predvsem to publiko, za katero vemo, da se je potrebno še dodatno potruditi nekako v tem mladostniškem obdobju. Tukaj so na fotografijah lutke. Tako da v bistvu je na nek tak dosti večžanrski dejansko preplet se je pristopilo in skušalo tako približati mlajšemu občinstvu, pa tudi nekako zaobjeti Cyranoja. Tako da mogoče Cyrano seveda vidimo tudi z novimi uprizoritvami. Nazadnje, nedolgo nazaj so Cyranoja de Bergeraca uprizorili tudi v komediji Frances ponovno, pa še drugod ga uprizarjajo. Pa tudi nastala je tudi nedavno nazaj musical, filmska različica. Poznamo seveda druge znane različice, mogoče najbolj znamenita je z Gerardom Depardieujem. To je vsekakor aktualno delo in tudi nagovarja gledališčnike na razne načine. Mimogrede, delno ga je uporabila tudi Staša Prah v svoji različici Lepe vide, lansko leto uprizorjene v koprodukciji koprskega in tržaškega gledališča. Tako da Cyrano še vedno nagovarja in se veselimo nove uprizoritve, da bomo videli, kako bo nagovoril v današnje